Živjo, danes se je Filternet ekipa odpravila v sončni Maribor, kjer smo se dobili z Maticom Hriberškom. Debata dneva bo študij v tujini, razlogi za študij v tujini, plusi, minusi in najpomembneje, kakšen je potek samega vpisa, ko se odločamo za študij nekje drugje. Zdravo, Matic. Zdravljena, Manca. Prvo kot prvo, logično vprašanje, kako in zakaj sploh odločitev za študij v tujini? Najprej v bistvu je bilo tako, da sem razmišljal, če že grem študirati, zakaj ne bi šel nekam ven, zakaj ne bi malo razširil obzorij ali pač malo videl sveta in tako sem se potem nekako odločil za študij v tujini, ker v bistvu, če gremo doma, ni velike razlike, ali grem v Ljubljano ali v Anglijo ali kamorkoli na svetu. Pa je bila kdaj v začetni fazi potem tudi opcija študij v Sloveniji ali si se takoj že tekom srednje šole odločil, da bo tujina tisto pravo? Študij v Sloveniji je bil bolj kot varovalka, če slučajno mi v tujini ne bi uspelo biti sprejet na univerzo, potem z tega razloga sem se prijavil še v Sloveniji, čeprav nisem imel nekih realnih predstav, da bi tu študiral. Zdaj, potem si se odločil v bistvu, zdaj si bodoči študent University of Nottingham, smer? Natural Sciences, to je pa predmet, v katerem imam združeno psihologijo, kemijo in biologijo, s tem, da se potem skozi 4 leta v bistvu reduciram te predmete in na koncu z enega diplomiram, ampak je pa v bistvu začneš pa z malo širšim območjem, tako da v bistvu lahko bilo katerega od teh predmetov diplomiraš. Sama odločitev, katere univerze izbrati, kako si se lotil tega? Recimo, si to čisto prek interneta začel sam raziskovati? Ja, v bistvu druga opcija mi ni preostala. Zdaj, glede na to, da najprej sem še tako gledal več univerz po Evropi, recimo za študij na Švedskem ali pa na Nizozemskem, Avstraliji, mogoče razne opcije, ampak potem, ko sem se nekako odločil za Anglijo, je glavno vlogo tu igral internet. V Angliji je menda okrog 150 univerz, tako da preden vse te univerze spoznaš, je to en ogromen postopek. Tu je v veliko pomoč stric Google, da je pa dobro, da najprej poiščeš sploh program, ki bi ga želel študirati. Dobro je, da veš okvirno, kaj bi rad študiral, pri tem pa ti potem, če pa iščeš nekaj več, bolj kot iščeš neke programe, več jih najdeš, potem si v bistvu še dostikrat potem vmes premisliš, kaj bi potem dejansko rad študiral. Tako da tu lahko pomaga recimo UCAS, to je ta organizacija, prek katere se prijavljaš, so še verjetno kaj povedali o tem, ampak na njihovi spletni strani lahko v bistvu poiščeš vse programe, ki jih univerze v Angliji nudijo, tako da tam lahko poiščeš programe in potem posledično tudi univerze, ki te programe nudijo. Zdaj, potem takem, kaj so bili tisti res nekako glavni kriteriji? Prvo program recimo in smer študija, ki ga ponujajo, ali si gledal tudi mogoče na, sam prestiž univerze, prepoznavnost? Na prestiž niti ne toliko, bolj na neko kvaliteto ali nivo študija ali kaj bolj v tej smeri. Reč pa, ko sem našel smer, ki bi jaz študiral, namreč prijaviš se lahko na do 5 univerz preko tega portala UCAS in seveda vse univerze ne ponujajo točno enakega programa, tako da potem sem izbral recimo, kaj bi me pa na tisti univerzi zanimalo, ampak podobno temu, kaj sem izbral recimo na Nottinghamu. Sem pa seveda me je zanimalo, kjer univerze so na nekem področju najboljše oziroma imajo nek standard, tako da potem sem tudi našel na internetu, ima Anglija v bistvu, oziroma celotna Velika Britanija, dosti razdelane te razne statistike, kjer so vse univerze
točkovane tako strani študentov, kot tudi raznih neodvisnih organizacij in potem tam lahko tudi vidiš, koliko ima določena univerza na nekem področju nekih raziskav, mednarodnih raziskav, kako so študenti zadovoljni s tistim, kako so študenti zaposljivi v prvih 6 mesecih po končanem študiju. V bistvu razne take dosti koristni statistični podatki, na podlagi tega sem potem zbral tistih 5, ki so dokaj dobre na nekem področju. Če mogoče rečejo, to je vseeno tista zadeva, ki mlade največkrat ovira, kot sem rekla že na začetku, sama birokracija. Če bi recimo lahko povedala po nekih takih korakih za telebane, če lahko tako poimenujemo, kako poteka vpis študija v tujini? Zdaj, za druge države, ne vem, vsaka država se v bistvu ima svoj sistem prijave, tako da se je dobro pozanimati pri univerzah v tisti državi, načeloma so dosti prijazni in pomagajo. Za Anglijo v tem primeru, oziroma celotno Veliko Britanijo, pa se vsi študentje, tako domači kot mednarodni in EU študentje, se pa prijavljamo preko ene organizacije, ki se ji reče UCAS, UCAS, in na spletni strani te organizacije je v bistvu portal, v katerega se prijaviš, si ustvariš to uporabniško ime in geslo in potem na tisti spletni strani izpolniš v bistvu vse svoje osebne podatke, izbereš fakultete in smeri študija. Je to tudi ta stran, na kateri potem vneseš notri vsa ta priporočila oziroma reference letter? Tu je zelo pomembno, da človek, tu v bistvu dijak rabi, mora napisati personal statement, kar je nekaj cirka 1 stran o sebi, zakaj bi rad tisto študiral, zakaj bi bil na tistem področju on najboljši, kaj so njegovi hobiji, prejšnji dosežki, v bistvu želijo vedeti čim več o tebi. Tudi pomembno je, kako napišeš, ker probajo ugotoviti, koliko si sposoben se sam izražati in predstavljati, ker to jim pač dosti pomeni. Potem pa rabiš tudi profesora, dobro je, da je z področja bodočega študija, ja. In ta profesor ti nekje napiše tudi, mislim, da je 4000 besed omejitev, ali ne vem, stran pa pol meni, da tu nekje napiše reference letter, kar pomeni neko referenco, zakaj bi tudi strani učitelja bil ti dober za ta študij, ne? Ampak to je treba pač ta sistem pogledati, ker učitelj mora to referenco seveda v angleščini oddati preko svojega naslova, v bistvu tega ne odda študent, vse ostalo odda bodoči študent, edino to referenco pa odda posebej profesor. Tako da je pa tu treba biti pač pozoren na datume, to je dosti hitro in na vse roke, da pač začne človek to dokaj hitro recimo razmišljati, kaj bi napisal in potem prvo verzijo pa pregleda, pa naredi drugo verzijo, pa tretjo in potem s tisto končno verzijo, da je zadovoljen in da je pač toliko samozavesten s tistim, da tisto pošlje, ne. Ja. V primerjavi s Slovenijo, slovenske datume vpisov, prijav, kdaj so informativni dnevi, to je nekako dokaj znano. Kako je pa, kad razmišljamo o tujini, to treba kaj predčasno? Ja, v bistvu je kar dobro, da začneš 1 leto prej razmišljati o študiju v Angliji, zato ker zadnji rok za prijavo v Veliko Britanijo je 15. januar za študijsko leto, ki se potem začne z oktobrom, ne. Tako da 15. januara moraš vse oddati, referenco, svoj personal statement, vse podatke in vse. Tako da v bistvu je dobro, da tam nekje oktobra že začnemo razmišljati, kaj bi študirali, ker je to kar dolg postopek, da potem najdeš sploh dejansko smer študija in pa vse te univerze, ki recimo to ponujajo, pa da najdeš univerze, ki so dobre na tem področju, seveda ne vsak se želi, če že nekaj študira, da je na ta boljši univerzi na tistem področju, tako da 1 leto prej bi jaz svetoval. To pomeni, če recimo ta pomemben datum, seveda ko govorimo zdaj tukaj o študiju v Angliji, 15. januar, pa recimo, da začneš
vse te zadeve zbirati že dovolj zgodaj, da vse urediš. Kaj so pa zadeve, ko je enkrat, ko so te prošnje, rekel si, da lahko daš prijavnico na 5 različnih univerz, kako postopek poteka naprej od te točke? Eno, ko si rekla, da se na 5 različnih univerz odda, to odda vse ta organizacija UKAS, ti samo tam izpolniš, tako da v bistvu si ti rešil vse te birokracije in pošiljanja raznih prijav na 5 različnih naslovov. To gre vse prek te organizacije, je pa potrebno plačati 21 funtov za obdelavo, ampak ne, potem oni tudi vse te odgovore pošiljajo. Sledi pa potem tako, v roku tam mislim, da imajo univerze potem do 30. maja, če se ne motim, rok za odgovor študentom. Jaz sem dobil prvi odgovor že po 2 tednih in potem v bistvu dobiš, oni rečejo temu offer, ponudbo od univerze, ki pa je lahko, odgovor je potem lahko, da nisi sprejet na to univerzo, kaj sprejmejo te na podlagi te personal statement in pa tega priporočilnega pisma profesorja. Ja. Druga opcija je potem, da dobiš unconditional offer, kar pomeni, da vse pogoje, ki jih oni zahtevajo, že izpolnjuješ, ampak to je običajno za študente, ki so že nek študij imeli prej ali pa že imajo dokončan študij, pa se prijavljajo na podiplomski študij. Večina študentov pa dobi conditional offer, torej pogojno ponudbo, kateri so pa navedeni vsi pogoji, ki jih moraš izpolniti, da se potem brezpogojno sprejeti. To so ocene, ki jih moraš doseči na maturi oziroma kakšnem drugim izpitu, ki ga zahtevajo. Kakšna je recimo raven, ki jo angleške univerze zahtevajo? Raven za prijavo je v bistvu nekaj enaka kot pri nas. Mogoče edina razlika, meni so kot pogoj postavili, da moram z določenih predmetov na maturi doseči 5. Nekatere druge univerze so mi pa določile, da moram dobiti recimo 4 ali pa 4 kot povprečje mature. Drugače pa glavna razlika je v bistvu ta, da ti one ponudbo sploh dajo oziroma ne dajo na podlagi tega tvojega osebnega pisma in pa te profesorove reference na podlagi tega. To je v bistvu ta največja razlika. Potem pa je postopek v bistvu enak. Moraš doseči tiste ocene, ki ti jih postavijo, pa recimo razne druge izpite še, predvsem je tu, določene univerze lahko zahtevajo tudi kakšno zdravniško potrdilo, za tuje študente pa je vedno še izpit iz angleščine, ki ga moraš opraviti. Kateri izpit iz angleščine si ti opravljal? Jaz sem opravil izpit iz angleščine IELTS, ki se opravlja v Ljubljani na British Council. To izvaja te izpite, so pa še tudi drugi izpiti, recimo TOEFL in pa Cambridgeov izpit, tudi IELTS je, ampak pač odvisno, da vsaka univerza ima pri pogojih vpisa tudi napisane za tuje študente, kakšno oceno morajo recimo v določenem izpitu doseči, če pa recimo so kakšne nejasnosti, pa brez problema lahko tudi vedno kontaktiraš tujo univerzo, pa ti odgovorijo za tvoj dotični primer, kaj rabiš. To pomeni, v primeru, da dobiš ta unconditional offer, je v bistvu na tebi, da pogoje sprejeti v primeru, da te pogoje izpolniš. Conditional offer. Oziroma, tako, conditional offer. Te pogoje, recimo, ko jih ti opraviš, recimo, če si bil sprejet na več fakultet, je potem na tebi, da zbereš tisto, kako deluje, a je še kakšna selekcija dodatna? Ja, takšna selekcija je, ko imaš ti odgovore, ko prejmeš tam do 30. maja, mislim, da vse odgovore od vseh univerz, vse ponudbe, ko dobiš, potem v bistvu izbereš prvo in drugo izbiro na podlagi tega. Običajno daš na prvo mesto univerzo, ki ti je postavila višje standarde, recimo, če potem teh ne izpolniš, imaš še vedno drugo izbiro, recimo katerim standardom pa si zadostil, oziroma pogojem. Tako da v bistvu je ta selekcija, in potem, ko ti imaš že v bistvu vse rezultate, če si zadostil svoj prvi izbiri, in pač posreduješ to in ti oni odgovorijo potem, ali si dokončno sprejet, ali pa mogoče, če še česa nisi opravil, pa pač nisi sprejet, potem pa še lahko pošlješ na drugo izbiro. Je pa tu bi samo povedal, da je za te izpite iz angleščine, ne vem kak je za druge, ampak ta IELTS velja 2 leti, tako da
ga nima smisla opravljati toliko prej, nekaj da potem poteče in ga je potrebno ponovno opravljati. Zdaj, slej ko prej se pri odločitvi za študij v tujini pojavlja tudi vprašanje financ. Kakšni so sami stroški povezani z vpisom, pa recimo kakšni so potem stroški v tem primeru študija v Veliki Britaniji? Ja, zdaj stroški so v bistvu dokaj visoke, no preden sploh tja prideš, ker je treba popraviti ta izpit iz angleščine, ne? Ti izpiti običajno stanejo okoli 200 evrov. Potem spričevala, ki so v slovenščini, je treba seveda prevesti, ne? Poleg tega, da je treba priložiti tudi overjeno kopijo spričevala, ne? Overi se lahko tudi na upravni enoti brezplačno, ker je za namen vpisa. Drugače pa strošek, glavni strošek tam predstavlja v bistvu bivanje. Stroški bivanja so običajno tam okoli 120 do 150 evrov, so nekje normalne cene na teden. To je za študentski dom, ampak je pa potrebno vedeti, da ima tam vsak študent svojo sobo, vse sobe so prenovljene in imaš tudi izbiro, ali si hočeš kuhati sam ali boš hodil v tisto njihovo menzo jest. Drugače pa je pa potrebno tudi plačati šolnino, no? Vsak letnik se plača šolnino. Do zdaj so bile šolnine nekaj čez 3300 funtov na letnik, zdaj po novem, to pa se mislim, da aprila zgodilo, pa so šolnine 9000 funtov na letnik. Se pa da s štipendijami recimo, no, pomagati pri tem. Študij v tujini pač vsekakor je malo večji finančni zalogaj kot študij v Sloveniji in me zanima, kakšna je tukaj kakšna finančna podpora iz vidika Slovenije oziroma mogoče že potem tvoje nove univerze v tujini? Ja, glavna v bistvu podpora Slovenije je lahko ta štipendija za študij slovenskih študentov v tujini, ki jo nudi Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Ta štipendija v bistvu ti pokrije vso šolnino do zneska 12 000 evrov letno, plus da dobiš 1000 evrov na mesec za stroške bivanja. Zdaj, te štipendije običajno za dodiplomski študij podeljujejo za naravoslovne smeri študija, tako da za družboslovne smeri je precej težko dobiti, razen za podiplomski študij. Tako da je potem pač treba še iskati kakšne druge opcije financiranja. Zdaj v Angliji recimo se da? Angleška vlada recimo ti nudi kredit za kritje šolnine, tudi EU študentom, torej študentom, ki prihajajo iz Evropske unije. To je kredit v bistvu, ki ti pokrije šolnino, potem pa, ko se enkrat zaposliš, pa ti obplači nad 15 000 funtov letno, se pa ta kredit v bistvu začne odplačevati, tako da to je dobro, da ne rabiš tekom študija tega odplačevati, ampak pač ob zaposlitvi, ne, in ti splača. Iz tega recimo lahko tudi sklepamo, da se univerze v tujini oziroma v tem primeru angleške univerze že tekom študija v bistvu povezujejo tudi s samimi bodočimi možnostmi zaposlitve. Ja, v bistvu so kar povezane z gospodarstvom in s tem sektorjem. Tako da v bistvu precej sodelujejo, tudi te razne raziskave, ki jih opravljajo, se potem prenašajo v gospodarstvo, ne, in tako da v bistvu tu je precej možnosti, tudi na praksi se dosti hodi v tam podjetja, s katerimi sodelujejo, tako da se da, potem so študenti kar zaposljivi, vsa ta statistika, kot sem že prej omenil, je tudi objavljena na internetu za posamezne smeri in za posamezne fakultete, kako so študenti zaposljivi. Drugače pa glede finančne pomoči pa ja, ta je glavna od Anglije. Zdaj univerze ponujajo mogoče kakšne olajšave pri šolnini, ampak mislim, da je to samo v višjih letnikih, ker gre glede na študijski uspeh in razne dosežke, kakšna sodelovanja pri raziskavah.
Druga opcija pa so potem še razni študentski krediti v Sloveniji, če se pri kakšnih bankah najdejo. Teh sicer ni veliko, no, sploh z možnostjo odplačevanja, ne, po končanem študiju. Ali potem recimo je dobro, če začneš hraniti oziroma varčevati finančna sredstva dovolj zgodaj, ne, da si, ker kot sem rekel, je precejšen zalogaj finančni, ta izpit recimo z angleščino, pa potem prevodi, spričeval, pa razne akontacije, ki jih je treba za stanarino plačati, tako da čim več navarčevati na to je. Zdaj, mogoče, če vseeno samo še to poveva, kako je, ko si že vpisan, recimo ti univerza v tujini ti je pomagala pri sami nastanitvi, je to stvar, ki je na tebi, recimo, da si v nekem novem okolišu zbereš nastanitev, ali oni dejansko so prisotni pri teh ostalih zadevah še dodatnih poleg študija? Ja, tako je, no, da pač tam so študentski domovi v lasti univerz ali pa imajo univerze pogodbo z temi oddajalci študijskih pač nastanitev. Tako da v bistvu se v eni nastanitvi v bistvu stanujejo tam samo študenti določene univerze, ne, ker ima pač univerza z njimi pogodbo. Nista pa to dva ločena sistema, ampak je tudi prijava za nastanitev poteka preko univerze, tako da se v bistvu je zelo povezano. Ja, zelo povezano, in ko je rok za prijavo, ne, v to študentsko nastanitev, te tudi obvestijo preko elektronske pošte, da je do takrat pa takrat rok za prijavo, in te potem tudi vodijo na njihovo spletno stran, na stran, kjer pač se potem izbereš bodočo nastanitev, lahko si pogledaš tudi vse posnetke teh. Pa dejansko veš, kaj te čaka, ko prideš. Si lahko pogledaš tiste 360-stopinjske računalniške posnetke, ja, po sobah, lahko si ogledaš okolico, video posnetke, v bistvu vse, kaj določena nastanitev nudi. Tako da na podlagi tega potem izbereš 3 ali 4, odvisno od univerze, opcije, katere bi šel stanovati, ne. Tam izpolniš tudi razne takšne stvari, kot so recimo, ali bi želel biti raje s kadilci ali ne kadilci, z vegetarijanci ali ne vegetarijanci, ali bi rajš bil z nekoliko tišjimi, ali nimaš nič proti žurerjem, lahko si potem tudi, ali bi ta stanovanja delil z ženskami, moškimi, ali pa ti je vseeno. Tako da te potem tudi v bistvu dejansko je tako nekako sestavljeno, da si ljudje res ustrezajo. Skupine, ki si ustrezajo po nekih interesih, ne. Tako da so potem v bistvu, da se ne motijo, ne, tekom bivanja, ne, ker vsak študent ima sicer svojo sobo, ampak kuhno pa skupni prostor pa si delijo, no, ali pa kuhne mogoče ne, če hodijo v menzo. Zdaj, mogoče za zaključek. Glede na to, da imaš izkušnjo tudi, rekel si sicer bolj kot neko varnostno zadevo, si se vpisal tudi v Sloveniji in v vpis v tujini. Me zanima, kaj so tiste pozitivne točke, ki bi jih izpostavil, mogoče nekako v spodbudo tistim, ki še razmišljajo. Ja, glavna prednost, v bistvu, ki sem jaz opazil tekom prijave, je ta, da v tujini ker je tam seveda dosti več univerz, recimo v Veliki Britaniji mislim, da okoli 150 univerz in je dosti večja konkurenca, ne. Univerze se morajo kar precej truditi za študente, ne, in potem je tudi v bistvu dosti več nekega marketinga, ali kako bi se izrazil. Res imaš tisti občutek, da si te tam želijo, da jim dosti pomeniš, da nisi samo številka, ne, ampak ker resnično, ne, odgovorijo na vsa možna vprašanja, ki jih vprašaš, in to zelo ažurno, v roku enega dne običajno. Dobiš, ko se prijaviš in ko si pogojno sprejet, ti pošljejo običajno
precej nekega tega propagandnega materiala, ampak ker so v bistvu zanimivi podatki o programu, o zaposljivosti njihovih študentov, o univerzi sami, o njeni zgodovini, mogoče kakšni... O vsem, kar dejansko študenta... Ja, tudi mogoče kakšni znani diplomanti, Nobelovi nagrajenci. Vse mogoče informacije, ki bi bodočega študenta zanimale, so v teh raznih prospektih izbrane. Tako da res se potrudijo te nekako čim bolj navdušiti. Se ti zdi, da to je nekako res največji... Ja, to je v bistvu ta največji plus, ker Slovenija je vendarle mala, imamo v bistvu bolj ali manj 3 takšne univerze in nekako ni niti potrebna ta konkurenca in ta tekmovalnost. V bistvu je v tem največja razlika. Ok, super. Zdaj, Matic, jaz bi se ti najlepše zahvalila v imenu Filterneta in v imenu vseh tistih, ki jim bodo te informacije koristile pri študiju v tujini. Mi ti pa želimo vsekakor uspešen začetek študija na Nottinghamu. To je to. Dobro, najlepša hvala. Uživaj. Enako.